Evolucija je pravzaprav resničnostni šov in srečanje z neandertalci moderna umetnost, izumrtje mamutov pa napeta kriminalka. Ne zmišljujem si, vse je res, saj v tem stripu Sapiens rojstvo človeka. Prav nasprotno, ta strip ima tako dobre ilustracije, da se to zelo lahko predstavljati. Mimogrede pa se naučiš, zakaj so drugi človečnjaki izumrli, kako smo prišli iz Afrike in kako smo že takrat spreminjali okolje. Vse to pa skozi nore dogodivščine. Mogoče lovu na mamute. Scena je opisana kot detektivski film. Nekateri lovci se spotikajo, drugi se pripirajo, tretji pa nastavljajo pasti. Mamuti pa kot da razumejo situacijo. Sam bi bil najraje mamut, če odštejemo izumrtje. Strip je napisan tako za mlade kot za odrasle. Leta 1924 je dobil nagrado Zlati repec. Izšel pa je tudi drugi del. The new book can be read on its own or as a continuation of the epic journey of our species. The Pillars of Civilization sends us back 12,000 years to the agricultural revolution and tells the story of how humans transformed themselves from nomadic hunter-gatherers into farmers and city dwellers, and why humans started working harder and harder without actually getting a better life in return. Hvala, Harari. Jaz pa ta strip priporočam čisto vsem Sapiensom, saj se lahko naučite marsikaj o sebi. Hvala lepa, Tine. Zdaj pa vprašanje. O prvem delu Sapiens v stripu 1 nam pripoveduje Tine, o drugem pa kar avtor Yuval Noah Harari sam. Kaj velja za drugi del? A. Opisuje več vrst človečnjakov, B. Opisuje biološke vidike razvoja človeka, C. V svojo zgodbo ne vključuje Homo sapiensa ali D. Opisuje družbeno evolucijo človeštva. Ali pa D. Ali pa B. Jaz bi rekel tudi D. Skoraj šel na D. Čas se izteka. Vijoličasti pravite D, rumeni pravite B. Ja, takole je. Prvi del Sapiens v stripu 1 se osredotoča na biološki razvoj človeka, medtem ko drugi del opisuje predvsem družbeni razvoj edine preživele človeške vrste, torej Homo sapiensa. Pravilen je odgovor D, ki je prinesel vijoličastim novih 5 točk. Bravo!